govorimo o gradbeništvu in krožnem gospodarstvu, moramo biti najprej pozorni na to, da se zavedamo, ne glede na to, kje živimo, da se v bistvu na svetu povečuje rast prebivalstva. Ta rast prebivalstva vpliva na rabo virov. Če pogledamo v neko drugo geografsko področje, naprimer Indija in Kitajska, in ugotovimo, kakšni so njihovi cilji, kakšni so cilji teh dveh držav, potem nam lahko zelo hitro jasno, da se bo v naslednjih 5 do 10 letih začele dogajati neke spremembe. Skratka, cilji, ki sta si jih postavili te dve državi, na področju gradnje stavb, na področju urbanizacije, da slej ko prej privedli do tega, da se bo, če nič drugega, povečala cena teh primarnih materialov, ki jih uporabljamo v gradbeništvu, naprimer steklo, jeklo, cement in tako naprej. Že iz tega vidika povečanih cen ali pa nestabilnih cen je pač zelo smiselno, da začnemo razmišljati o tem, kako lahko sami od slej naprej na področju gradbeništva počnemo stvari na drugačen način. Na področju gradbeništva se pač ravno tako dogaja razvoj kot na vseh drugih področjih. In če se tega zavedamo, če se vzamemo čas, če poiščemo te ustrezne raziskovalne projekte, vidimo, s čim se ukvarjajo, lahko dobimo ogromno idej, kaj in kako početi. Naslednja stvar je pa, da pač se zavedamo tega, da vse to najbrž ne bomo mogli početi sami. Potrebno je sodelovati, potrebno je poiskati tudi ustrezne partnerje, zunanje partnerje, izven svoje organizacije, pa tudi izven svoje stroke. Ker pač vpliv na krožno gospodarstvo v gradbeništvu ima številne druge panoge, ne samo gradbeništvo samo. Ja, gradbeništvo je v okviru zadnje študije Circularity Gap eno od pomembnih področij, kjer se ugotavlja dejansko pomen sektorja za trajnostni razvoj kot tak. Mi v tem sektorju uporabimo polovico vseh virov, materialov na svetu, v primerjavi z drugimi panogami 20% emisij generiramo in pri tem imamo svoje na nek način obveznosti in naloge, ki pa so hkrati tudi poslovne priložnosti za vse, ki razvijajo tako imenovane rešitve krožnega gradbeništva. To so rešitve, kjer uporabljamo principe krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju. To so najbolj povezane v Evropi z predelavo, uporabo gradbenega odpada, zato ker v Evropi je bolj poudarek na obnovi, uporabi, izrabi obstoječega fonda kot novogradnji, kar pomeni, da tisto, kar imamo, maksimalno dobro izkoristimo, podaljšamo življenjsko dobo s tem, da obnovimo, to pomeni vsa obnova, vse storitve povezane z obnovo, potem vse storitve povezane z demontažo, ne rušitvijo, rušitev se ne bi več dosti uporabljala, in uporabo teh demontiranih izdelkov, proizvodov in seveda tudi porušenih materialov in njihovo predelavo na ta način, da so ponovno uporabljivi. To je en vidik, drug vidik je pa popolna ali pa zelo močna sprememba miselnosti pri sami zasnovi, načrtovanju, projektiranju objektov, kjer moramo razmišljati o celotnem življenjskem ciklu, dobi uporabnosti objekta in tudi o tem, kaj bo, ko bo konec te življenjske dobe, ali bomo primorani ta objekt porušiti in z njega pridobiti mogoče reciklate, ali pa lahko objekt razstavimo in kompetente ponovno uporabimo na čem drugem objektu. To pomeni montažna, prefabricirana gradnja, modularna, večfunkcionalna, večnamenska gradnja so stvari, ki jih moramo zasnovati na nivoju investicij, na nivoju načrtovanja in projektiranja. Tudi k nam prihaja delitvena ekonomija oziroma souporaba raznih objektov, delov objekta, delitev gradbenih strojev, souporaba strojev in podobne principe, ki jih bolj poznamo iz raznih Airbnb-jev in Uberjev, ampak tudi pri nas se da te principe uporabljati.
gre za odstranitev enega objekta na območju, kjer bo predvidena novogradnja, to na v Ljubljani na Viču. Gre za objekt, ki je bil starejše narave, dlje časa prazen, sicer je bil še vedno poln pohištva in ostale opreme. Izvajala se je odstranitev čisto sistematična, se pravi najprej se odstranila kritina, potem odstrešje, potem pa se je začela postopek rušitve od zgoraj navzdol. Tukaj je pač prihajalo do tistih manjših konfliktov, ampak z vidika operativnega gradbeništva na samem terenu je bilo odlično. Se pravi, to pomeni, da se je pač material, ker je bila pač neka homogena sestava medetažnih konstrukcij pač odstranjevala v celoti, ampak potem, kar je na terenu pač bilo možno, se je vseeno pač na samem gradbišču, ker je bilo dovolj prostora, razvrstili na določene odpadke, ker je pač prostor omogočil, se je tudi material na licu mesta samem zdrobil. Deponija je bila blizu, tako da se je odpadka sproti odvažalo nekaj. Določena količina se je pač porabila na samem gradbišču za zasip. Tukaj lahko izpostavimo samo še mogoče, da to je bilo z vidika odstranitve tega objekta obstoječega, z vidika novogradnje je bilo pa potrebno na celotnem zemljišču, kjer je pač gradnja potekala, narediti celoten odkop oziroma izkop. Ta zemljina je bila pa slabše kvalitete, tako da se na gradbišču samem ni mogel odstraniti, bila pa pač odpeljana na deponijo. Ampak upoštevali so se v bistvu vsa zakonodaja, vsi predpisi, delo je potekalo varno in tudi pač z vidika odpadkov zelo zgledno. Projekt se imenuje Cinderella. Gre z polnim imenom Novi krožni poslovni model za bolj trajnostno urbano gradbeništvo. Je 4 leta trajajoč projekt, v katerem je vključeno 13 partnerjev. Prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Poljske, Nizozemske in Španije. Koordinator projekta je Zavod za gradbeništvo Slovenije. V bistvu, kaj je pa bil povod za samo idejo projekta? Da vedno več ljudi se namerava preseljevati v mesta. Predvidevajo, da bo do leta 2050 okoli 86% prebivalstva živelo v mestih. Temu primerno je tudi potreba po gradnji, hkrati pa se pojavljajo tudi večje količine odpadkov. Opažamo vedno večja območja degradiranih območij, kjer je nekoč bila industrija. In potreba se tukaj pojavlja tudi po lokalni surovini, prav tako pa nas tudi zanima okolje. Z izzivi, ki smo jih identificirali in potrebami mest, smo ugotovili, da potrebujemo nov krožni gospodarski model, s katerim bomo obvladovali te podatke in katerim bomo služili, katerim bomo dali priložnost za ponovno uporabo nekaterih gradbenih, industrijskih in komunalnih odpadkov. In temu primerno bomo razvili ta poslovni model, ki se imenuje Cinder CEBM, Circular Economy Business Model, ob podpori Cinder OS, to je Cinder One Stop Shop, kjer bodo vse informacije uporabnikom, končnim uporabnikom seveda dostopne na enem mestu. Tekom projekta bomo imeli tudi praktične demonstracije in sicer na večjih lokacijah in sicer bomo pripravili pilote za ekstrakcijo fosforja, pilote demonstracije revitaliziranega območja, gradnjo objekta, gradnjo ceste in seveda Cinder CEBM in Cinder OS. In tukaj bo vključen, oziroma demonstracija bo potekala v 3 državah, v Španiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Na današnji delavnici s kilko za zelene spretnosti smo zaključili z mislijo, da je možno doseči večji delež recikliranih gradbenih proizvodov, samo na ta način, da bi povečali povpraševanje na trgu strani javnih in zasebnih naročnikov. Dokler trg ne bo vzpostavljen, bo tudi težko prodati reciklirane gradbene materiale za ekonomsko ceno in tako delovati v luči okoljske direktive EU.